Skakalec s palico Andrej Poljanec pričakuje, da bo normo izpolnil v začetku julija na državnem prvenstvu. To je glih tisti minimalen čas, ki ga rabi nek atlet, da pride v ta pravo formo, in takrat okoli državnega prvenstva računam na to, da bom se spustil v ta pravi boj za to normo, ki je 5,60. Normo za evropsko prvenstvo v Helsinkih ima Gregor Kokalovič, ki tudi lovi vstopnico za London. Čeprav ima težave z gležnjem, s trenerjem računata, da bo izpolnil normo na 200, morda pa tudi na 100 metrov. Pred kratkim smo bili na pripravah v Puli, tam smo naredili par testiranj v tej smeri in Gregor je tega seveda sposoben. Na olimpijskem maratonu pa se bo za čim boljšo uvrstitev potegoval Primož Kobe, ki trenutno zaradi poškodbe kolka še počiva. Pripravljal se bom v bistvu doma, glavni del priprav pa bom naredil v Švici, v St. Moricu, kjer računam nekje 3 tedne priprav. Od njega, kolikor ga poznam zdaj v teh 2 letih, pričakujem lahko kar veliko. Tako da vse ta psihično je zelo močan, v bistvu na tistih pravih tekmah res potegne maksimalno. Sicer pa imajo kandidati za olimpijado precejšnje težave s financiranjem. V klubu namreč denarja nimajo, zato več podpore pričakujejo od novomeške občine. Ta bi morala poskrbeti za olimpijce, ne glede na to, v katerem športu nastopajo. In to v takšni obliki, da v vseh športih, kjer bo Novo mesto imelo olimpijskega kandidata ali kjer bo imelo olimpijskega nastopajočega, da novomeška občina prevzame skrb za njegove treninge in za del njegovega življenja. Kobe, ki potuje na olimpijske igre, ima tako za sezono na voljo 10 tisočakov, Kokalovič nekaj manj kot 5 tisoč evrov, še 500 takov manj pa Poljanec, oziroma še manj, saj je vsota odvisna od uspešnosti.